Danes vam bomo predstavili izdelek, ki je bil nagrajen in izbran produkt leta 2022 v kategorijah atraktivnosti, inovativnosti in zadovoljstva. No, hvaležni smo, da je to slovenski izdelek, za katerim stoji moja današnja gostja. S hvaležnostjo jo pozdravljam. Lepo pozdravljena, dobrodošla, sicer magistra farmacije Dominika Tompa Majcen. Oroxit je vaša vizija, je tisto, kar ste želeli narediti in ste bili tudi nagrajeni. Sicer za izbran produkt leta 2022, midve dobro veva, da bi lahko bilo to že leto 2018. Ja, res je. Res je, pozdravljeni. Nagrada nam v bistvu kar precej pomeni, ker je podeljena se strani uporabnikov. In nekako pomeni za nas ena nagrada za trud, ki smo ga vložili v izdelek, v ves razvoj in plesiranje izdelka na tržišče. In istočasno dokazuje, da je izdelek učinkovit, da je varen, da je dober in da kupci enostavno lahko verjamejo vanj. Tudi sama lahko to potrdim. Velikokrat sva se že pogovarjali o tem, ker smo že prej v naši oddaji prepoznali, kako neverjetno to je, sploh glede na to, da gre tukaj za aktivni kisik. In ko sem sama v dar dobila kakšne izdelke, ki sva jih uporabili na snemanje, sem potem te izdelke dala komu, ko sem videla, ne vem, sosed je imel težave, ne vem, z glivicam recimo, pa potem prijatelj je imel težave s kožo, pa rozaceje, pa te zadeve, in sem jim podarjala in sem na njih ugotovila, kako res deluje, ko so se mi javili nazaj. No, tole pa je nagrada za ustno, torej za oralno higieno, se pravi tisti, ki imajo parodontozo, to je informacija, ki ste jo čakali pravzaprav, ne? Ja, res je. Ker ni prav veliko izdelkov, ki bi delovali na bolezni obzobnih tkiv, kamor spada tudi parodontalna bolezen. In to je eden redkih izdelkov, če ni prav edin, ki dejansko umirja, blaži, zavira napredovanje te bolezni in jo odstranjuje v meri, da ne napreduje tako hitro, kakor lahko normalno napreduje. Zdaj pa Oroxit je družina izdelkov pravzaprav, ne? Kakšna tehnologija je zdaj? Kje je ta patent? Kje je ta finta? Kje je ta magija delovanja? To je zelo pomembna nota, zaradi katere mi vse naglašamo na aktivni kisik, zato ker je izdelek dejansko na osnovi aktivnega kisika, ki se pridobiva iz vodikovega peroksida. Na svetu sta dve metodi, po katerih lahko pri se pridobiva aktivni kisik. Ena je iz vodikovega peroksida, druga je iz natrijevega oksiklorida, ki ima pač klor in pa druge primesi. Se pravi, najbolj domača našemu telesu je iz vodikovega peroksida, ampak ne kot biocida. In tu je ta razlika, ki jo moramo poudariti, ker ko pogledajo na škatlico, pa vidijo, da kot osnovna ingredienta vodikov peroksid, ljudje mislijo, da to vodikov peroksid, ki ga lahko kupijo v lekarni za dezinfekcijo ran, ampak to ne drži. Če vi popijete 1 deciliter nekega biocidnega izdelka, lahko umrete. Tukaj je tehnologija, ki je v ozadju, da se ta zadeva prečisti, filtrirajo, po posebnih metodah se odstranijo težke kovine na najnižjo možno vrednost, kolikor je. In zamenjanje stabilizator v izdelkih, ker vemo, da vodikov peroksid je izredno kratek čas obstojen, zelo hitro razpade, nima več efekta. Mi ga imamo stabiliziranega z food grade stabilizatorje, kar pomeni, da je to stabilizator, ki zagotavlja 2 do 3 leta prvotne stabilnosti, imamo stabilnostne teste na to narejene, istočasno je pa v standardih prehrane, se pravi, se lahko uživa. Zato je izdelek v bistvu neomejen, kar se tiče časovnice uporabe. On lahko se uporablja kratek čas, lahko pa cel življenje, vsak dan. Za otroke, za odrasle. Tudi za otroke? Tudi za otroke. V domači lekarni sploh tisto, za primer kakšnega pika ali karkoli podobnega, ne? Od tega seveda še prideva. Čigava je bila to ideja? To je bil slučaj. To je bil splet okoliščin, ki je zelo težko razumeti, namreč mene en kolega v bistvu vprašal za informacije v zvezi vodikovega peroksida, kako ga uporabljati v medicini. NASA in Amerika je ogromno stvari delala že na področju razvoja, takrat so bili fokusirani bolj na parenteralno uporabo, se pravi, da so prečiščen vodikov peroksid aplicirali v krvni sistem, v telo in so zdravili razne avtoimune bolezni. Rezultati so bili fascinantni.
študije pa ne tako močne, ker so tudi jih potem FDA in vse te agencije bilo dosti zavrtja s tem, da se ni nadaljevalo. Ampak, kakorkoli vidite, mi smo poskušali potem dejansko, jaz ne verjamem stvari, dokler jih ne vidim, me zintrigiralo v tej meri, da smo ogromno enih člankov ven spravili na plano in smo tudi kontaktirali enega glavnega raziskovalca, ki je bil na teh področjih. Na srečo je človek še živ bil in v penzionu in nam je poslal kar nekaj teh njegovih raziskovalnih del. Njegovo vprašanje je bilo, zakaj to potrebujete, ker jih ni kar tako delil, je bilo vse zelo skrivnostno. In sem rekla, da če to vse drži, kar je napisano, da to so stvari, ki morajo priti do ljudi. A ne? Seveda, to je verjetno res revolucija. Ne? Tako. In je rekel, če je to res namen, vam bom pomagal. In nam je poslal te članke in mi smo potem začeli raziskave v to smer usmerjati, preverjati, testirati, se pravi na površini telesa, to je tista Oxsilver linija, in pa v ustni sluznici. Rezultati so fascinantni. Praktično smo prišli do te niše, da ni samo ena bolezen ali nekaj težav ali problematik, na katere deluje, ampak če govorimo o kožnih zadevah, je cel spekter težav, isto kot v ustni votlini, ker smo ravno zdaj pri oroksidu, se pravi, vi nimate samo vnetja dlesni, obloge na jeziku, afte, parodontalno bolezen, zadah, en kup stvari je, da ne govorimo o teh, ki imajo pa se tretirajo zaradi raka ali drugih težav, ki so na obsevanih na kemo in radioterapiji, imajo ogromno sora, se reče tehle aftic in oblog na jeziku, ki jih praktično ne moreš odstraniti in ljudje izgubijo okus takrat. Ne? In izdelek deluje neprimerljivo, deluje na vse. Ne? In tu je za tisto, kar se mi fokusiramo, da bomo šli tudi v bolj podrobne študije na posamezne indikacije, da bomo dokazovali uspešnost posameznih indikacij. Zelo, zelo široka zadeva, ampak bi zagotovo lahko rekli, da to je revolucija, v bistvu neka zadeva, ki je zelo, zelo enostavna, presega vsa pričakovanja vseh teh stanj, ki so zelo zakomplicirana pravzaprav. Res je. To ste zdaj ta pravo noto povedala. Jaz sem delala v farmaciji dejansko v multinacionalkah več kot 23 let. In imam kar malo tistega zadržka, ki je bilo številka 1, najboljši, revolucionarni. Ja. Ampak vam povem, da tukaj nimam zadržka za to. Je revolucionarno in je nekaj, kar ljudje dejansko morajo imeti. Mora biti tako, da bo dosegljivo za ljudi. In namen tega izdelka je, in moj namen in želja je, da pomaga čim večjemu številu ljudi z težavami na vseh teh področjih, v usti, votlini, mladim, starejšim, in da res se ne rabijo ubadati rečemo z temi stvarmi, ali sušuje ustno sluznico, ali je toksičen, ali bo, če bo predolgo uporabljal, kakšen stranski učinek. Tega dejansko tukaj ni vidno. Ker sploh pri ustnih vodicah vemo, da so lahko zelo, zelo škodljiva. Polna antibiotikov, takih zelo agresivnih zadev, s katerim niti svoje oblačila ne bi smeli prati. Kaj šele, da dajemo v usta. Res je. Zelo pomembne zadeve. 2014 ste vi pravzaprav začeli s tem, kaj ne da? Konec leta je bilo decembra, ko se je ustanovilo podjetje, potem že 2 leti prej sem v bistvu razvoj delala in še 2 leti po ustanovitvi podjetja, tako da za luč trženja so tile izdelki v bistvu videli leta 2016, ko smo imeli res vse potrjeno, da so varni, da se da narediti, da so stabilni in primerni za ljudi. Še vedno se dopolnjujejo, razvijajo nove, zdaj bodo šle gel formulacije tudi na tržišče in pa nove oblike in pa plesiranje na tuja tržišča. Ja, to pa definitivno pomeni, da bo res lahko prišlo do ljudi. Slovenija je zelo majhna. Jaz se spomnim, to je bilo ravno po moje nekje 2015, 2016, ko sem od svoje kozmetičarke pravzaprav slišala, to je Carmen, ki ima svoj salon v BTC-ju, Imperija. Ona mi je pravzaprav povedala, veš, ena farmacevtka je naredila, je odkrila, to je aktivni kisik, to je noro, to moraš probati. In takrat sem pravzaprav izvedela za vas, ker sem tudi sama ugotovila ta aktivni kisik, pa vsi ti ioni, ionske oblike, kako to dobro deluje na telo. A nam lahko morda
predstavite mečkeno različne variante, zakaj so in zakaj se dejansko uporabijo. Zdaj, jaz v rokah držim, tole je solucija torej za ustna vodica. Tako, mi imamo dve obliki, dveh formulacij, se pravi močnejše, ta 3% aktivnega kisika in pa malo manj, 1,5 aktivnega kisika. Forte je namenjena zlasti za težje oblike problematike, bolezni obzobnih tkiv, se pravi parodontalna bolezen, vnetja, zlasti pri kadilcih, rečemo diabetičnih bolnikih, ki imajo bolj intenzivno problematiko, krvaveče dlesne, tudi odstranjevanje zadaha in pa, bom rekla, tudi preventiva. Zdaj se ne dela samo tretiranje, ampak pri vseh izdelkih tudi preventiva. Mislim, se je mogla bi biti, ne? Če bi dobro delali preventivo, ne bi do kurative sploh prišlo. In to je zdaj tudi, bom rekla, tudi vse zobozdravništva, društva, zlasti Amerika, tudi Evropa, je zdaj prav konsens sklepajo za večji poudarek na preventivi. Kaj to pomeni? Namreč on deluje na obremenitev z bakterijami, virusi in pa glivicami v ustni votlini, se pravi, preprečujemo tudi raznašanje, rečemo, virusnih obolenj, kot je bilo zdaj v COVID-u. Ne bom rekla, da zdravi COVID, to ne napačno razumeti, ampak je tudi v smernicah stomatološkega združenja, da pred posegi v zobozdravstvenih ambulantah se priporoča in je na listi vodikov peroksid in pa jodpovidon kot izbor za zmanjšanje obremenitve z virusi oziroma možnosti prenosa. Se pravi, raztopina je za doma, ki ga imate v kopalnici, ki lahko porabite večjo količino, si jo da aplicirate v usta ali v lonček zlijete in požvrkljate nekaj 30 sekund, izpljunete, če vidite, da imate tudi velik kamna, ker so vse te problematike tudi z odlaganjem zobnega kamna povezane, lahko preden izpljunete še date zobno ščetko v usta in še majčkeno pomagate odstraniti te obloge. Pomaga. Super. Zdaj, druga oblika je sprej iste sestave, je pa se reče prenosna, portable. Če greste na dopust, če greste v službo, pa date v torbico, ker 100 ml je dovoljena količina tudi na letališčih. O, super, to bom pa rabila zdaj vedeti. Fino. Je obstojna na pritiske, imamo posebno embalažo narejeno, tako da je stestirana, da se ne napihuje, je obstojnost 3 leta in zato tudi za avione, letala in za te stvari, da ne pride do kakšnih sprememb, rečemo sestave, kar je lahko ali pa od vročine. Druga oblika je senzitiv, se reče, kar že ime pove, da je bolj blaga in je dejansko primerna za vse te omenjene indikacije, vendar za ljudi, ki imajo občutljivo ustno sluznico. Se pravi, mogoče že tiste, ki so v osnovi imajo parodontozo, potem boš da sensitiv? Ne, forte. Forte, okej, dobro. Če prenaša, če je v redu. Tu je v mislih otroci, ženske ali pa ljudje po kakšnih radioterapijah, ki imajo izredno občutljivo. 2% ljudi je, ki imajo prirojeno povečano občutljivost ustne sluznice. To pomeni ne zato, da ima krvavečo ali pa ga boli, ampak pomeni, da že cel življenje iščejo in uporabljajo posebne zobne paste, posebne ustne vode. Tiste mehke ščetke, ne? Ščetke, ker jim je vse premočno. No, za te ljudi je to. In pa seveda za otroke, Za otroke je senzitiv. Ker moja ta mala je zdaj stara 2 leti, in ne morem reči, da je navdušena nad umivanjem zobkov, Imamo zgodbice, da bo potem vila prišla, pa ono, pa tretje, ampak mislim iskreno, a si vsak dan dobro umije zobe, oziroma še z mojo pomočjo, ne bi rekla. Se pravi, vsake toliko časa, če bi mečkeno našpricala, pa zobno ščetko, pa da splune ven, bi to bilo v redu. Za tako majhnega otroka je fino, da ne sprejate v usta, ampak da posprijate zobno ščetko in umivate. Pa posprejate in umivate, za tak majhnega otroka. Otroci imajo že tudi od 3 do 5 se pojavljajo tudi lahko ti črni madeži na zobeh, se pravi kromogene bakterije, tega je danes zelo v porastu. Zgleda kot karies, so črne, to je zaradi flore, ki jo pač imajo pH, načina prehranjevanja in je v bistvu oroksid med meni znanimi izdelki edini, ki pomaga pri odstranjevanju tega. Otroci hodijo na peskanja, isto odrasle, seveda, kdor ima to,
In seveda s tem se poškoduje sklenina, kar Seveda, precej je tudi seveda. omejeno. Daste na ščetko ali pa če je majhen na vatirano palčko in aplicirate na te mesta, potem pa še poščetkate, se odstranjujejo in mi imamo prav sledimo te ljudi, se pri nekaterih odstrani popolnoma. Lahko spet izbruhne, izbruhne se pojavi, ker pač stil življenja in pa pH-ja ne moreš Če nič ne spremeniš, bo prišla nazaj, Tako. verjetno, ne? Ampak če se to uporablja, se tudi ne pojavlja nazaj, če pa prekinejo, se pojavi in če ponovno uporabijo, se spet odstranjuje. Super, odlično. Zdaj, tu je ta ustni del, Ja. ne? Tu je ta ustni del. Zdaj smo videli tudi, oziroma bomo videli tudi izpisano telefonsko številko, vas ljudje lahko pokličejo za svetovanje. Tako, jaz sem vseeno farmacevt, rastem z temi izdelki, tako da jih poznam do obisti in tudi terapije, da svetujemo, dajemo strokovno svetovanje, tako da kdorkoli ima težavo v ustni votlini, z vnetjem, krvavenjem, oblogami, čemarkoli, seveda smo na razpolago, da jim dajemo strokovno svetovanje in seveda navodila o uporabi izdelkov, kako in kaj. Odlično, torej evo, telefonska številka je tudi izpisana, bova še to omenili. Tamle imava pa tudi za kožo, a ne? Oxysilver. Ja, Oxilver smo pa dodali zdraven sangelček v tem sklopu, drugače cela linija, to je pa kozmetična linija, ampak pa še tudi v ta zobozdravstveni del, ali pa bom rekla domač higienski del, ker je v gelu in je odličen za razne herpese in afte na zunanji površini in ga aplicirate. Zaenkrat imamo Oroxid samo v obliki raztopine in manjka gel. Gel bo prišel do decembra, konec decembra na tržišče. Za zunanje uporabo na ustnicah, ki je tudi povezana ob vstopu v oralno votlino, je pa seveda gelček, ki je odličen za vse razpoke, otroci se zlasti srečujejo, potem za herpese ali pa druge razpoke na ustnicah in izredno hitro porihtajo te zadeve. V teh mesecih smo pravzaprav zelo veliko govorili v naši oddaji o tem, pa smo predstavili žvrklanje olja, pa smo predstavili strganje jezika, te ajurvedske stare tehnike v bistvu, pa neti posodico, džala neti tehniko. Veliko je tega in ko pogledamo stare zapise, zakaj? Ker dejansko se tu vse začne, ne? Vse. Glejte, kitajska medicina sama, veš, da je osnova je bila, da so pogledali jezika, ne? Če so bile obloge, to pomeni, da ni dobre preventive ali skrbi za svoje telo. Jaz še zdaj, ko hodim na akupunkturo, zmeri najprej tang. To imaš kar en zadržek, jaz tudi. V bistvu je zanimivo. Pogledaš človeka, najprej, če ima v redu negovano ustno votlino in ima oblog na jeziku. Tako da, včasih je dobro, da manj veš, lažje živiš, ampak... Ja, vidiš, ne? Kako telo v bistvu, kako kaže vse skupaj, kako predaja. Povejte mi še za tiste, ki imajo kakšne te žepke, ki se jim naredijo, a bi bilo to primerno tudi za njih? Ker vem, da pri tem ne moreš neki ne vem kaj narediti, razen to, da ti rečejo, da imaš boljšo higieno, pa zobno ščetko, ki ima dosti dolge nitke, da lahko prideš čim globlje. Žepki v ozadju dlesni so v bistvu osnova za nastanek parodontalne bolezni. Zakaj? Zato, ker ščetka ne pride na tistale področja. Po drugi strani telo je pameten sistem, sanira marske, ampak teh stvari naprimer ne sanira, ker je z ene strani je sklenina zoba, z druge strani je pa sicer prekrvavljena ustna sluznica. Ampak površina samo z ene strani je premajhna, da bi ta naša kri in naš sistem lahko sčisto in odstrano žepke, zato se nakopičijo, se nabirajo in potem se reče zakokonijo, da naredijo se ciste oziroma se zakokoni. In čez tist ne prodre praktično nič, razen aktivnega kisika. Se pravi, iz strani sluznice aktivni kisik, peroksid, ki ga telo proizvaja kot obrambno, bom rekla, linijo, prodira sicer, ampak kot sem že rekla, površina premajhna. Tako da te zadeve zelo pomagajo pri odstranjevanju in saniranju zobnih teh žepkov. Seveda, če so že pregloboki, trdi, potem vsekakor zobozdravnik mora imeti tu svojo vlogo, da on te zadeve z laserjem ali fizično v bistvu predre in pospeši ta proces. Ampak tudi, če se to naredi, se priporoča aktivni kisik v terapiji doma potem, ker on tisto izvede, vi imate ustno higieno in nujen del te ustne higiene pri žepkih, tudi če so sanirani, lepo
urejeni strani parodontologa, stomatologa, je to nujen del domače higiene. Nujen del domače higiene, ne? Se Ja. pravi, nimajo samo oni odgovornosti, mi jo Ja. moramo prevzeti, ne? Pretežno imamo mi v rokah, a ne? V bistvu njih poiščemo takrat, ko je že skorda malo prepozno, a ne? Tako da, če bi bolj skrbeli za to, mogoče bi tudi imeli manj skrbi na njihovi strani. Ja, še enkrat iskrene čestitke za to prestižno nagrado, s katero se res lahko pohvalimo. Izbran produkt leta, torej 2022 in res inovativna tehnologija, ki je pravzaprav stara tehnologija, ne? Iz nekih Obstoječa. starih znanj. Tako, obstoječa, nosimo v našem telesu že ves čas. Peroksid, Odlično. aktivni kisik je del našega imunskega sistema, a ne? Torej, kot smo omenili, pokličite na telefonsko številko, ki se vam je izpisala za svetovanje. Danes velja tudi kakšna akcija, kakšna posebna ponudba. Izkoristite to in resnično uživajte v rezultatih, ki vam jih nudijo. Iz prve roke vam lahko povem, da poznam ogromno ljudi. Vsak, ki je dejansko probal, pa je že imel problem, ga je potem seveda lahko tudi rešil.